Na ta res čudovit dan, na to pustno nedeljo se oglašamo iz sončnega Kidričevega, kjer čakamo na nogometni obračun novega drugega kola pomladanskega dela med Aluminijem in Mariborom. Albanec, sicer rojen na Reki, a se je odločil, da bo igral z Albanijo. Maloko strelja, pa Lukas Horvat, na koncu pa mimo vrat in igral je na zadnjih dveh tekmah jesenskega dela. Tule Mešanović, pa zdaj tam Zahović, videli ste, kako je žoga kar malce odskočila naprej, ali pa tudi ne, napaka zdaj Mešanović, Muminović je storil napako, Hotić strelja, tole je bil lep strel in mimo vrat. Ali bo Vrbanec tam prišel do žoge? Ne. Še enkrat Tamuzi, strel z razdalje. Tole pa sploh ni bilo tako nenevarno. 27. minuta torej. A Mešanović, vendar pa zmanjkalo mu je tal pod nogami. Ni bil najbolj uspešen. Aluminij pa kar prodira. Zdaj priložnost morda. Strel zdaj tam in... Kaj je to? Ni zadetka? Ne, kakšna sreča zdaj za Maribor. Muminović je ukradel žogo. Muminović. In zdaj priložnost morda za Matjašiča. Matjašič proti Piriću. Matjašič strelja in dobro je bil postavljen. 28 golov iz sezone 96-97. Ja, tukaj oceno sodnik udarec z Komovcem, nakazuje tudi sodnik, da... Rdeči karton je povlekel. Rdeči karton torej za Maribor. Kakšna bo zdaj reakcija z mariborske klopi? To pa bo res zanimivo videti še v počasnem posnetku. Vratarja Kovačiča z ozirom na to, da je zadela žoga tudi enega od... Dervišević podaja in zadetek! Zahović je dosegel zadetek, potem ko je tam streljal tudi Tavares. In kaj se je torej zdaj zgodilo? 0:1, Luka Zahović. Ja, Maribor v pravem času, to so pač momenti... Ki so se postavili v vijoličasti zid. Maloko, lepo odtakavanje Kranjca. Kranjc podaja, kam bo šla žoga zdaj? Strel zdaj tam in mimo vrat. Petrović je streljal. Ja, res je, nekako po tej tekmi v Triglavo se je bilo težko zbrati, zato smo šli v tekmo pazljivo. Imeli smo svoje šanse, ki jih nažalost nismo izkoristili, ampak to je Maribor. Če proti Mariboru ne zadeneš, te kaznujejo iz prekinitve, iz ene šanse in točke so šle. Prvo hvala za čestitke. Ja, kaj da rečem, naporna tekma, vedeli smo, da nas čaka težka tekma tukaj, vroče, igrišče ni v najboljših razmerah, ampak to se je treba prilagoditi. Ja, kot ste rekli, začeli smo, se mi zdi, boljše igrati, ko smo imeli igralca manj. Še dobro, da smo zadeli ta gol in pol na koncu, zelo dobro borbo pripeljali tekmo do konca, seveda s 3 točkami.